Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, draga mladina. Svojim govorom ponavadi ne dajem naslov, ampak sem rekel, danes je pa tak pomemben praznik, bom pa dal en naslov, zato da me to vodi potem, ko sem pisal besedilo. Naslov mojega govora je: ali imata kres oziroma praznik Janeza Krstnika in domovina kaj skupnega. Zdaj, najprej moramo ugotoviti, da je splet dogodkov, ali pa če hočete zgodovinska usoda, privedla do enega zanimivega dvojnega praznika, ki smo ga praznovali danes in ga praznujemo jutri. To se pravi, Kres ali Šentjanževo 24. junija in dan državnosti 25. junija. Zato, da nam bodo stvari nekoliko bolj jasne, poglejmo oba ta praznika in poglejmo njune značilnosti. Najprej Kres ali Šentjanževo. Tukaj si bom dovolil uporabiti besede našega znamenitega pokojnega etnologa, doktorja Nika Kureta, ki je v vam, upam, še vsem znanem delu Praznično leto Slovencev zapisal tudi naslednje. O Kresu je še danes, tudi v mestih, Kuret je to pisal tam v 60. letih, to se pravi, je upravičeno napisal v mestih, priljubljena bela stelja, ki se lepo poda kot okras v visoki vazi. Rastlina ima več imen, ponekod ji pravijo šentjanževina, drugot medvedovo latje, znana je tudi kot oslad, celo kot kresnica. Steljo zataknejo pri zilji v okna in vrata in jo pusti tam toliko časa, dokler sama ne odpade, marsikje prepleta z njo križe na oknih. V ljubljanski okolici, na Gorenjskem in na Dolenjskem, zatikajo stebla bele stelje v Kresu v strehe. Zdi se, da je njena čarna moč precej pozabljena. Danes nas privlači kot prijetna okrasna rastlina, ki sodi v kresni čas. Kresno sonce navda v svoji polni moči sploh vse rastline s posebnimi lastnostmi. Zato trgajo ponekod tudi različne druge cvetlice in jih nosijo s seboj k kresovom. Doma jih shranijo in posuše, pozneje jih skupaj z drugimi rožami blagoslovijo na veliki šmar. Tako Kuret o prazniku, ki mu rečemo na kratko Kres. Sicer je Kres praznik svetega Janeza Krstnika, konkretno njegov rojstni dan in ne god. Vendar je praznovanje veliko starejše od same njegove krščanske vsebine in podobe in sega domnevno v predkrščanski čas, ko so že naši prapredniki praznovali sončni obrat. To je gledano astronomsko se zgodilo že 21. junija. Praznik ima še danes več imen in sicer ga še danes na Slovenskem poleg Kresa in imena Ivanje imenujemo še Ivanovo, Janževo, Šentjanževo in druge izraze poznamo. Poglejte, kako smo bogati. Ne? En sam praznik pa toliko različnih imen. To je vedno govorim, ne? Bogatstvo ni v banki, bogatstvo je v teh stvareh, o katerih zdaj govorimo. Kresni večer velja za najskrivnostnejši poletni dan, ki je najdaljši v letu in ima najkrajšo noč. Danes je ta praznik močno osiromašen vseh značilnih, lokalnih in regionalnih posebnosti in vsebin, ki segajo v pogansko dobo. Tako skoraj ni več v navadi, na primer, petja kresnic, se prav belo oblečenih deklet, z rožami na oblekah in v laseh, ki so hodile po vaseh ter poljih in prepevale pesmi. Kresovanja v mestih in trgih so začela usihati že v 19. stoletju, vendar pa nas vse lahko veseli, da se danes ta kresovanja spet ponovno oživljajo. Na vse zadnje, tudi to vaše kresovanje tukaj na Jožefovem hribu je en primer tega ponovnega, bi rekel, oživljanja.
Zelo znano je kresovanje v zvezi s podelitvijo nagrade Kresnik. To smo danes tako prebrali v časopisih ali pa včeraj gledali na televiziji, in sicer na Rožniku v Ljubljani. Se pravi, nagrada Kresnik, ki se podeljuje za najboljši roman v Sloveniji, ki pa tej nagradi pa in temu dogodku nekateri že očitajo usihanje, predvsem njegove kresniške obrednosti. Na Krasu, ki nam je nekoliko bolj odmaknen tukaj iz Celja, se je zelo razširilo izdelovanje cvetnih venčkov svetega Ivana, kar je seveda kraška različica krašenja z belo steljo ali šentjanževko. Skratka, vidimo, da na eni strani nekatera kresna dejanja usihajo, na drugi strani se ponovno pojavljajo v nekih, bi rekel, prenovljenih oblikah in nam skušajo bogatiti naše praznične občutke in praznična doživetja. Zdaj pa gremo še na praznik naše državnosti, ki je bil uveden kot spomin na 25. juni 1991, ko je Slovenija postala neodvisna država. Tako kot večina drugih državnih praznikov, ta še nima svoje obrednosti. In prebivalcem verjetno največ pomeni, da je dela prost dan. Obrednost praznika se seveda ne gradi z državno proslavo in s pogrevanjem starih razpok v naših odnosih, za kar najbolj poskrbijo mediji. Spet poslušamo besedo sprava, a bolje bi bilo, če bi v tej smeri sledila dejanja, ne pa ponavljanje te besede. Letos praznujemo 25 let, kar je, gledano zgodovinsko, zelo kratko obdobje. A kljub kratkosti se je v njem nagrmadilo obilo slabega. Vsega tistega, kar je daleč proč od kresnega ognja, od pozitivne luči, ki bi nam morala svetiti in nas razsvetljevati. 25 let je kar pravšnje obdobje, da bi se lahko usmerili v bolj žlahtno in ustvarjalno prihodnost, da bi svojo tako želeno državo končno začeli postavljati na svetovni zemljevid z vsemi njenimi, poudarjam, novimi, sodobnimi znaki, znameni in simboli. Potrebujemo nov zagon, pravo voljo, brez preteklih obremenitev. Potrebna je sprememba naše projekcije, ki je vedno bolj naravnana iz sveta v Slovenijo, namesto da bi projecirali Slovenijo v svet. Lep primer te negativne projekcije občutimo v naši jezikovni podobi, v našem prekrasnem slovenskem jeziku, v katerega vedno bolj prevzemamo najbolj nemogoče globalne besede iz anglo-ameriškega zaklada. Le tako bomo v prihodnje lahko govorili o vsakoletni luči, ki vnaša kresovanja in praznovanje državnosti prinaša ogenj, torej skupni motiv kresa in domovine. Ukolikor ne bomo delovali v tej smeri, se nam v letih in desetletjih na mesto luči obeta vedno več teme. S temi mislimi zaključujem svoj govor in vam želim, da vas Janezova kresna luč navdaja in tudi vse najboljše v prihodnje v naši domovini oziroma tudi v naši državi. Želim vam lepo praznovanje.